Lepo pozdravljeni, z vami sem Trmasti Primož. Dobrodošli v rubriki Media CTV, kratki intervju s Trmastim Primožem. Tokrat smo se pogovarjali z gospo Elizabeto Požgaj, Eli, avtorico knjige Gornjih 100. Dober dan, gospa Eli. Dober dan. Dober dan, gospod. Ime je Primož. Kakšen vtis vam je pustil ta današnji dan, recimo? Kako se počutite, recimo, zdaj v tem trenutku? Počaščena, izredno. To še nisem doživela, sem mogla dolga leta živeti, da sem to doživela. In zelo sem sama na sebe ponosna, z ozirom na moja leta, se drugače. Druge še mogoče boljše pišejo, ampak Vlasta je mene zbrala z ozirom na to, da so take mariborske dogodke že z prejšnje Jugoslavije, ne. Iz predvojne Jugoslavije sem že pisala, ko sem bila otrok. In potem je Vlasta rekla, da pač naj, pa me sem to zbrala, te zgodbe kratke. Dobro, da se je gospa motivirala za to zadevo, oziroma sami ste se motivirali, ne? Da ste to napisali, to je zelo dobro, ne? Ker je bila, jaz sem bil tudi na predstavitvi in mi je bilo zelo všeč, tako da. Ja, ker se ne vem, če je, glede na moja leta pa vse skupaj, tako mislim, da je tudi zanimivo, da drugi vejo, kako je bilo med vojno pa pred vojno, ne. Te dogodke sem opisala, malo politično, malo tako. Imela sem to tako, da sem Boris Čižme, ki je bil sosed, ne, sem videla, kako so ga aretirali, to Grozna zadeva, ne. Pa vse take stvari. Vse so bile potem, so izseljevali, to pa nisem napisala, kako ono se je pa po noči dogajalo, ker je bilo dosti kulturbundov v meni ulici, ne. In o tem pa nisem hotela pisati, to je preveč politično. Tako da ste dejansko bolj zgodovinsko zajeli mesto. Ja, to je vse zgodovinsko. Ja. Tako da, glede na moja leta, pač marsikaj sem doživela, ne. Ko drugi še na svetu niso bili, ne. Vi ste doživeli ogromno. Recimo, imate kakšen dogodek, ki se vam je mogoče vtisnili iz knjige, ali pa mogoče tudi kakšen drugi, ki bi ga še mogoče izpostavili za našo rubriko s Trmastim Primožem? Tako. Če bi še izpostavili kakšen, recimo, dogodek, če bi povedali kakšno anekdoto, recimo. Ja, vse dogodke pač do zadnjega. Ste vse opisali v knjigi? Vse, Tako da 32 kratkih zgodb, ne. To je v bistvu zgodba vašega življenja? Ja, moje življenje, največ o tem. Lepo. Sem pač že dolgo na svetu, ne. Tako. To so že lepa leta, ampak želim vam še vsaj 100. Hvala. Zdaj še pa. Oglušela sem tu, ravno sem prometno nesrečo pred 14 leti imela, ravno tu, ko je lekarna, ko sem tam v kioski in sem imela zlom lobanskega dna in sem oglušela. Dosti sem pa živa ostala, kar 5 centimetrov od tilnika, tako da sem imela izredno srečo. Da sem še zdaj tako, po 14 letih. 14 let nazaj sem vam to Ja, doživela. pred 14 bi sem to doživela. Zdaj pa je to hudo nerodno, če si gluh, veste, kak je to. To je verjetno zelo grozno. K sreči, da so slušni aparati obstojajo, ne. Tem se res zahvaljujem, kjer so slušni aparate znašli. Tako. Recimo prej, ko ste povedali, recimo, o mestu Maribor in Ljubljani, te rivalstvo, ne? Še vedno velja to rivalstvo med mestoma, po vašem mnenju? to vedno bo, ne? To vedno, res. To pa res. Mi smo samo prispevek plačevali, Ljubljana pa ne, ko je Maribor tako rekoč tako industrijsko, proletarsko mesto. Maribor so tudi pomenovali po industriji Manchester, ne, po glasbi pa mariborski Liverpool, recimo. Ja, tako. Zdaj pa je ravno tako. Absolutno je, ampak mislim, da je to ta problem, pač ker smo drugo mesto, ne, ker nismo drugo največje, ima Ljubljana to prednost, ne. Ja, pač glavno mesto, to je pač vse posod, v vseh državah je tako. Ponavadi je pa to tako, v Avstriji tudi, Dunaj pa grad se tudi med sabo zelo renkajo, tako to jaz sama vem, ne. Tako da je po celotnem svetu je pač splošno je tako, potek tak, ne. prvi pa drugi, ne. Ravno tako je, če koalicija pa opozicija, drugi pač se jim ne paše. Vedno je to tako v življenju, ja, tako. Prvi, drugi, tretji, ampak ponovaj prva dva imate največ dojelo.
Za zaključek, recimo, pač najnega intervjuja, bi še me zanimalo, recimo, če imate še kakšne cilje za naprej, recimo pisati še kakšno knjigo, ne vem, kaj. Ja. Imate še? Ne. Zdaj vas nisem prosil. Če imate cilje še napisati kaj naprej, še kaj pisati? Da bi še eno knjigo? Ja, to pričakujemo, ker je zelo kvalitetno. To jih je toliko, zdaj morajo druge. Bomo mogoče skupaj eno knjigo. To bi bilo lepo. Tak vsaka po eno, dve zgodbe ali pa kako pesem, poezijo tudi. To smo se zmenili, da bomo še, da bi pa jaz sama, kaj to pa... Ne, samo tako nalogo vedno dobimo in čez vikend, ko smo doma, potem pa v petek, ko se dobimo, pa vsaka prebere svojo, ki nam da prav nalogo, naša predsednica Vlasta. Lepo, torej društvo, vi ste v društvu, ja, ste to omenili prej. Ja, to, medgeneracijsko, pač to, DCA. Lepo, najlepša hvala za izčrpen intervju. Mislim, malo krajši, recimo, zelo veliko ste povedali. Niti vedela, da so to tako, da je to vse snemano. Ja, zdaj to bo posneto in to bo tudi objavljeno. Vete, kak je, glede na moje leta, mogoče sem malo neumnosti govorila. Niste, bilo je zanimivo. Hvala. Ja, najlepša hvala vam.